tovariš Zorko pripoveduje. Ljubo Tarkuš, član komunistične partije, me je ob izvajanju akcije v Volkmerjevem prehodu 29.4.1941 postavil na stražo v ulico 10. oktobra. Naročil mi je, da moram kontrolirati tudi Barbarsko ulico, ki prihaja od Slovenske na ulico 10. oktobra. Ljubo mi ni povedal, zakaj me je postavil na stražo, pač pa je rekel, če bo prišel kak policist ali kaka druga sumljiva nemška osebnost, me pridi takoj obvestiti. Našel me boš blizu hotela Zamorc. Da so naši zažgali avtomobila Nemcev, sem zvedel naslednjega dne, oziroma istega dne. Spoštovane meščanke in meščani, dragi Mariborčani, pred 80 leti smo se kot narod povezali in nastopili proti neofašistični okupaciji naroda. Sabotažna akcija mariborskih domoljubov, ki so v središču mesta zažgali 2 nemška osebna avtomobila, simbolizira dan, ko smo v Mariboru vstali proti okupatorju. V 20. stoletju smo se v Mariboru 3-krat soočili z dogodki, ki so odločilno vplivali na usodo slovenskega naroda. Prvič je bilo to po prvi svetovni vojni 1918, ko je generalmajster z odločno in tvegano vojaško akcijo ubranil slovensko severno etnično mejo pred nadaljno germanizacijo. Drugič se je Maribor neizbrisno zapisal v slovensko zgodovino s sabotažno akcijo v Volkmerjevem prehodu aprila leta 1941 in tretjič s pekrskimi dogodki ob osamosvajanju Slovenije maja leta 1991. Ravno v teh dneh bo minilo 80 let od požiga 2 okupatorjevih avtomobilov v Volkmerjevem prehodu. Akcija je bila izvedena 29. aprila 1941 okrog 5. ure zjutraj, samo 3 dni potem, ko so mariborski Nemci triumfalno slavili Hitlerjev obisk v svojem mestu. Akcija je bila prva odporniška akcija proti okupatorjem na Slovenskem in v takratni Jugoslaviji. Spontano pa jo izvedla skupina mariborskih slovenskih mladincev na pobudo in pod vodstvom vodje mariborskih skojevcev, gimnazijskega maturanta Bojana Iliha ter njegovih tovarišev. Okupatorju ni uspelo najti storilcev, čeprav je policija še istega dne v bližnjih ulicah polovila nekaj 10 mladincev in jih zaprla v Melsko vojašnico, kjer so jih zasliševali in pretepali, a jih po 2 dneh izpustili. Zaprli so tudi nekaj uglednih Mariborčanov z grožnjo, da jih bodo s prvim transportom poslali v koncentracijsko taborišče Dachau, če v teku dneva ne zberejo 200.000 dinarjev za poravnavo nastale škode. Prizadeti so denar zbrali in s tem vsaj 4-krat preplačali vrednost avtomobilov. Čeprav sta bila v akciji uničena le 2 osebna avtomobila, je bil njen pozitivni psihološki učinek na slovensko prebivalstvo ne samo v Mariboru, ampak po vsej Sloveniji ogromen. Okupatorju plazu odpora, ki ga je akcija sprožila tudi z najhujšim nasiljem, ni več uspelo zatreti do konca vojne maja 1945. Zato naj bo spominski dan mesta Maribor, 29. april, tudi priložnost, da se iz zgodovine nekaj naučimo. Mesto se še danes zna pokazati z vcepljenimi temeljnimi vrednotami poguma, iznajdljivosti in potmi iz še tako težkih situacij, tudi pandemije. Trdoživost je med nami prisotna še danes, ko je naš največji izziv, ki ga uspešno rešujemo, beg možganov iz Maribora in širše severne regije Slovenije. Prizadevamo si za ekonomsko neodvisnost in svobodo v vseh pomenih besede. Drage someščanke in someščani, želim vam mirne praznične dni in ostanite zdravi.
Moja pesem ni le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Biti mlad v teh težkih časih, to se pravi, brez mladosti biti mlad, zreti starega sveta propad, skrivati premnogo nad. To se pravi, biti mlad. Pa je vendar sreča biti mlad in poln nad.